Zdaj pa sam gremo kar z introm, kva za... Ja. Dobrodošli v veselem decembru. Za vas imamo danes eno prav posebno epizodo, v kateri ne bomo sami mi trije. V bistvu božično, detko mrazno epizodo. Ja, Presenečenje. Treh dobrih mož. Epizoda treh dobrih mož. Aljo, Peli in Zeli. Pa ne samo treh dobrih mož. Ja. Ja. To smo, ker pač zdaj treba, vsak nadaljevanje mora biti več, ne? Ja. Niso samo tri dobri možje, več. Ja, zdaj, mi imamo tako tri dobre može v Sloveniji, smo eni redkih držav, če ne edini, ki imamo vse tri. Tako da zdaj imamo pa, mimo tega smo bili pa mi trije povabljeni v sosednji podcast, Temna stran Lune. Ja. In bili smo tam. In bilo nam je tako fajn, Maruša pa Dune sta nas gostili in ne spraševali o stvarih, kar se tiče astrofizike. Ker ne bi se dobro končali. Smo se tudi o tem malo pogovarjali. No? Ja. Mislim, tako kot je rekel profesor Sedilnik enkrat na enem predavanju, spustili so se na naš nivo. In smo se pogovarjali bolj o štoparcu pa teh stvarih, tako da se nam zdi, da je bilo tako fajn, da je bilo to tudi za vas zanimivo za poslušati. Tako da, kva? Ja, ne. Poslušajte prvih nekaj vprašanj in odgovorov. Če hočete pa celega, pa pejte poslušati podcast Temna stran Lune. Ja, to bilo priporočam. Na vseh pretočnikih. Ja, dobre zadeve. Ja, super. Tako da. Pa ful malo govorite o temni strani Luni, dejansko. To sem pozabil Duni reči. Kar je res, v bistvu, ne. Zakaj ni več temne strani Lune? Mislim, kaj mene zanima, a je tamuna baza ali ni tamuna baza? Vidiš to? To je za preveriti, ne? Ne, a veš, ne. Tukaj niso samo, kot rekel, Armstrong, ne. Tukaj niso še drugi. Ja, so še drugi vesoljci tukaj. Oni niso na temi strani pristali. Pa kajde. Ja, mogoče se pa tudi tam, ko vejo, da noben ne gleda. Ja, sej, to je hands tam stvari, ne. Ja, kol ne veš. Tako da Maruša pa Dunja, to je treba raziskati. Ja, v eni od naslednjih epizod. Zahtevam vsaj eno epizodo teh, če ne 10, tak serial. O teh... Kaj je na drugi strani, temni strani Lune, mislim. Ne, one dve sta resen. Ja, mislim, da je šlo. Čak, bomo mi, prav. Ok, smer. Dunja, Maruša, bomo prevzeli. Odkle naprej mi prevzamemo. No, vi pa poslušajte začetek podcasta Temna stran Lune. Ja, povabili ste nas pa zato, ker je 42 epizoda, za kar ima čestitamo in pozdravljamo. Tako je, ima smisel nek. Ja, nismo zastonj tam. No. Ja, in tudi nismo sami. Ja, smo dobili tudi golfa. Ja. Ja, pa kviz je, še to. Mislim, bil kviz. Na koncu dobimo mi golfa. Ja, ti si bil golf ali kva? Ja, golf, je noga ali tasov? Ta električen. To dobro je bilo. Nice. Ja, no tako da morate poslušati. Jaz smo nisem vedel, da je golf. Jaz sem sam za avto bil, jaz sem bil za avto. Jaz sem mislil, da je hulf, če pa golf to pa spremeni. Top. To mi je všeč. To je pa dobro. Če vidite avto, ki se vozi okrog, pa gor so nalepke, upravičujemo se, to je naš. Yes. Golf je seveda, itak, če niste vedeli. E-golf, no, mislim, tabul. Ja, tabul, ne tasov, tabul. Mislim, da tasov je bil tudi cool, ne? Tasov je zdaj že tudi vreden, veš. To mora biti zdaj že kar... Sama tasov lunt originala, veš. Nemšk. A ja, ne, enka ni bil tasov. Ne, ni bil, ampak. Tas je bil dvojka. Tas je bil dvojka, ampak. A veš, kjer je več vreden? Tas, dvojka? Ti sem koga vprašaš, če vprašaš koga v Bosni in Hercegovini, je odgovor jasen. Mislim, če vprašaš koga pri nas, je odgovor jasen. Tudi, absolutno. Zame se je jasno, da je tasov. Valjda. Top. Mislim, on ga bi imel tako, tretja izbira za golfa. Nemški. Ja. Mislim, če že moram, ajde, vzamem, ampak. Mislim, pa imam raj na ogano. Se bom imel tega e-golfa, v redu je. Ja. Tako. Cool, the best. Ok, to. Če da demo še intro, ne špico damo, pa je to. A Slavko to moramo reči? Aha, Slavka, da tukaj rečemo Slavka, ker je to, da z njimi delamo. Še zmeraj je tudi zdaj naša epizoda. Vsekakor. Ti si rekel, da smo ali pelenzit, tako da to je poštiman, Slavko to minute. Ali pelezi, Maruša in Dunja še zraven, ne? Ja, to. Ja. Zdaj le bo 5 minut po moje, ali pa 4. Nekje.
Aha, ne vidim. 4,5. Ja, nismo šli še do Marina. Ne? Ne, ni še, zdaj le bo 5. 3, 2, 1, aj čau. Aj, to je to. Mislim, špicano. Ja. A moramo pol tudi outro posneti, da bomo nek presekali. Kar se Aja tiče, zdaj pa zdaj si Dunjo skensla. Čak, samo da povem, Dunjo, Marušo skensla. kar se Aja tiče, je Luka najdel en program, Ja. OBS software se mu reče. Ja, OBS, ja. Ker pol najdeš ker naloadiš v OBS en program, ker če imaš multi-channel, ne, Okay. Ja. on ve, da recimo zdaj jaz govorim in avtomatsko preklop po, ne vem, 10 sekundah govora ali pa Aha. kukar ne štimaš, ne, a veš, Da on že mikse vmes. in ti on avtomatsko, in da imaš lahko za live in za vse, ne, a Se veš. moraš imeti kamero za Ti vsaka moraš imeti posebej. mikrofon bolj bližji, ti spaš huška. Ja, opla. Ne. Ja. Ti se lahko to Sorry. premakneš, če hočeš biti nazaj. Le, ona je Ja. prvič klejec, sem že 200 tičal. Pa se še Se nisem bojim naučil tako, da. mikrofonov. Meni so pa... Jaz se bojim mikrofonov. Ne, tega ne smem Wow. premikati. Lahko. Dunja, Ja, ti imaš še Ne. tisto Hop. tako mrežico srednje. Ja, Tako to smo se se moram tudi pogovarjali. jaz še kupiti. Aha. To za so doma. pop filtri, ki Pop pa je filtri, ja. dober za pop, da se Pop. ne sliši tega. Ja, Aha. razen Pili če nam ne je to rečeš. prodal, pa mi verjamemo. Ne, tudi to, zdaj moj mož nekaj računa, da bo nekaj streamal, je ne vem kaj, in on si bo zdaj kupil, ne vem, Aha, zdaj boš eno imela mini mešalko in ne vem opremo kaj. boš imela Pa sem doma. rekla, lej, če kupiš to, kupiš še pop filter, pa še to, ko Ja. meni rabi še nove slušalke, pa pop filter. Ja. To je pametno. sej. Mislim pa, Ne. pop filter je v bistvu najmanjša naložba. Ne, Če Ne, boš se šalko to je kupoval, kaj, ne. manj kot 10 evrov. Tako je. po mojem, tako da Ja. ni- Če ne pa eno najlonko Ma potegneš. sej, se česa. tudi jaz sem gledala, ma zakaj moram to Mislim, kupovati, ja. če se ima najlonke doma, ti se stare čakaj, strgane. veš kaj? veš, kupiš čez. Sorry, Ja, prekinjam, sem... Ja. Um, A slišiš? ja, lahko sam Dunja ti govoriš, ker se mi zdi, da tebe mogoče malo prekinja. Sploh ne vem. A mene prekinja? Mogoče je vem, filter ti govor, pop, ne. ne vem. Mogoče me ta prekinja. A ste še vedno? Barijera do mikrofona. Ja, to je nekaj nezaslišanega. A me slišiš? Zdaj imam malo Ja, ja. visoko. Sam zdi se mi, da je... Da me prekinja, mogoče kam butam. Ne? Kaj pa vem, ne vem, a se se ne vidim. Ja, Ne, Mi jo samo v redu da vsaj slišimo, no. poslušalke. Ja. Je Ne, pa... že moralo biti v redu. To je za tem. Mogoče prej, ko nas je več govorilo hkrati. Ja, da mogoče to. mogoče Ne, to. sej, mislim, jaz bom te razumela in vse, sam tako, ne vem, kako te bomo posneli, kakšna bo kvaliteta. A ja, ne, se ni problema, se je itak. itak. V redu signal. Ja, po mojem, da to se snema, če snema vsak kanal posebej, potem ni panike. Ne bo prekinjalo, ker ne more. Po mojem. Ne, načeloma ne bi smel. Ne, No. ne. Kam je to Načeloma dal? itak. Ker Prej mi je čisto pokazal. Ne vem. Oje. Glej, ko imajo zapiske, Aha. veš, jaz sem mislila, da bom prišla sem tako malo na hojla dream, a ni tako. Aha. Vsi imajo zapiske, to ima meni. Ne, Mm. Aha, to. pa imaš odgovore. Ti imaš vse odgovore. Jaz imam odgovore. v Imaš resnici. odgovore. Jaz imam odgovore. A ja, čak. Sem itak, če ne Ja. drugega, to na Discordu, no, se našem. Zdaj sem pa jaz tudi, a ja, ne, v redu sem. Oj. Skoraj sem bil mono. Dobro. Če snemaš. Ja, jaz že snemam. Ojej. Zdaj pa ja. Ja, ja, Oj. zdaj pa resno. Ja. Zdaj pa prosim, Ja. zdaj pa prosim, Ja, pazi, midva. ne vem, če imajo oni PG-13 opozorilo, ker na našem ga imamo. Ne smeš preklinjati, to Res? sem A ja, hotel to, reči. jaz sem, Ja, A ja, medve nimava, ne? bo- Ja, ja, bo- to bo problem, ja. Pol, ko Demutiniziran, naloživa ali kako se temu reče. pišuka. gor. Ja, tako je. Tisti, ki bo montiral, bo ful, da bo mogel montirati, ko bo je pip. Ja, se upravičujemo že vnaprej. No, Ja. kar. Ja. Čak da bomo dali en testen pisk, da ne bo te iskala, veš, kaj pa zmeri še munga iz radia. Pip! Ampak zdaj ga imamo. Okay. Da, to, Odlično, hvala. To smo pripravljeni. A ja, Imamo smo. vse. smo. A imamo uvod? Aha. Nimamo. Tokrat nimamo. Ne? Pa, ne vem, a bova vod na koncu spustili, ker bomo videli. Ja, kako- bova vod A ja, na tako. koncu. Bomo posneli. Ja, ja. zaupali. Kam se bo to zapeljalo, ne Profi, zdaj? Ja, ja, ja. Profi. Veš, ko se bo to zapakiralo. Ja. Okay. Mi imamo Um, malo treme. a ja. A smo Ja. že bili kdaj gosti, ki nismo bili? Ne. Ne?
V bistvu, ne, jaz, Gostje, pri sebi doma gostje. To je to zdaj. Čak, ljudje, ki to poslušajo, mi smo zdaj v vajnem feedu. Mi smo pa vas, mi smo Res. na temni strani Lune. Tako. Na gospodarcu, ne na to je pa res. Takrat je bila Dunja naša gostja. Ja, no, pa mi smo bili tudi gostje, vsi skupaj. Zdaj smo si pa sezuli, copatke v bul, pa gremo naprej, ne? Na temno stran Lune. Tako. Kar naprej. Ne, se zezuvati pa tako naprej. Zdaj bomo sesuli Sorry. podcast. Ampak, če hodiš po Luni, se pa res ni fajn sezut. Sam res, veš. Zdaj ste, smo v copatkah. Aha, okay. Sem tudi tiste se obrabijo. Kaj so že roverji na Marsu, ko se obrabijo tudi te kolesa roverjev, so vsa popokana, ne? Enkrat sva gledali, kjer je bil čakaj rover, Curiosity meni se zdi, da ima vsa popokana kolesa. A je to zaradi mraza ali je to zaradi obrabe? Obrabe. Toliko se vozi, ali kaj? Ja, on se precej vozi, mislim precej, z enega roverja, ja. Tako da ni... Pa se je že toliko let gor, koliko let, ne vem, ogromen. Ja, ogromno, ne vem, zdaj se jih je polno, tam, ko se nekaj vozijo okrog. Maruša, a lahko ti sam pogledaš, a imaš ti na mikrofonu kakšen setting, da lahko daš mal gain bolj na glas? Čakaj, ali pa, se prestav, čakaj. Super. Odlično, ok. Ma dobro, jaz bi kar začela, gremo. Dajmo. No, dobro, a začneva? Ja, začneva. Ok. Torej, lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke. Tokratna epizoda, kot se je Maruša pravilno spomnila, nosi poseben naslov, ker je 42. epizoda in to pomeni, da sva z Marušo rekli, da bi bilo najboljše povabiti tiste, ki najbolje poznajo ta odgovor. In sicer v ozadju so Aljo, Peli in Zi. Hvala lepa, da ste sprejeli povabilo v podcast. Vsi trije ste člani podcasta, opravičujemo se za vse nevšečnosti. In vaju vedno menjava na koncu epizode, tako da zdaj bojo končno poslušalci in poslušalke tudi slišali vaše glasove, če že niso prej, ker sva vsakič rekli, da ne grejo poslušati tudi vašim podcast. In tokrat sva si zamislili epizodo malo drugače, ne? Ker je 42, kot bomo verjetno še parkrat povedali, odgovor na vprašanje o vesolju, življenju in sploh vsem. Sva si tokrat zamislili nek obratni intervju in sva vam poslali odgovore, na katera pričakujemo vprašanje. Mi smo ful slabo prebrali. Diagonalno branje je bilo in full effect, v lepo slovenščini izrazom. Ja, ok. Maruša, a veš ti kaj vprašala? A lahko mi rečemo živo najprej? V bistvu mi živijo. Tako je. Mi si že vnaprej pridružujemo pravico, da smo divje netočni tudi pri teh vprašanjih, kot običajno. Vsaj običajno pri nas. Da damo en disclaimer, že v začetku. Pa tudi, da se upravičimo, ker pač ne. Ker smo ne upravičujemo, pika se. Tako. Aha, ok. Se pravičujete za vse nevšečnosti. Točno to. Ja, se jih je bilo nekaj, ampak so šli mimo. To gre zdravo. Te nevšečnosti pa niso na našem zemljiku zrasle, razen v to, da smo toliko stari, da nas tehnologija prehteva po levi in po desni. Se trudimo biti v koraku z nosom. Kdaj mal, nam ne rata. Zdaj si bom mogel še 2 alinejci v zapiske zapisati. Predvsem je pa problem, ker one zapiske, ki sem si jih napisal, kako zvok naštimati za nadaljavo, jih v prvo, ko sem bral, nisem prebral do konca. Diagonalno branje. To je problem. Tako. Evo, tudi jaz sem vesela, da smo se končno spoznali. Vsakič sem brala na koncu, opravičujemo se za vse nevšečnosti. Vi še ne veste, kolikrat sem mogla to prebrati, ker mi ni šlo iz jezika, če že opravičujemo se. In zdaj lahko rečemo, opravičujemo se za vse nevšečnosti, ne vem, 10-krat zapovrstjo, ker sem tokrat natrenirala, to prej se mi pa se zatikalo. Tudi nismo imeli ta parkrat probleme. Ampak, zdaj z veseljem to rečem. Ampak, kot je Dunja rekla, mi dve imava precej odgovorov, vprašanj pa ne. Tako da sva si zdaj zamislili, da bi mi dve
prebrali odgovore in bi skupaj probali ugotoviti, kaj so dejansko vprašanja. To je kak kviz v bistvu. Ta format mi je všeč. To so se dobro zmislili. A bojo točke? Ne vem. Točke! Ja, ne mislim, če je kviz. Pa še vne zvok. Tik, 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 tik. Jaz sem pravil, tudi, a veš, časovno omejen. Ne, podcasti niso. Že Švico, ki že zdaj le malo švica. Zama za denarne nagrade ni ben vprašal. Ne boš na začetku, ne? Mislim, sam vprašam, glede na to. Se ga ne znaš na začetku. Ne boš goste prijeti, pa denarnih nagrad iskati. Okej, no, lej. Mislim, da smo se vsi izogibali rožnatemu slonu v sobi. Ja, to je res. A gremo na prvo vprašanje? Ja, gremo. Odgovor, prvi odgovor. Prvi odgovor. Še to. No, preberem prvi odgovor. Dajmo. Morda vprašanje nima smisla, ali pa je smisel samega iskanja odgovora lahko del odgovora? Kaj je vprašanje? Ta je taka zenovska. To je vprašanje. A je to Kuan? Kaj je vprašanje? To vprašanje je vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. Ja. Je. Res? Je. No, super. Ok, imamo. To je zdaj. Ena točka. Ena točka. Bravo, to videli. Sam ne vem, če nima smisla. A veš, vsi se sprašujemo o življenju, vsi se sprašujemo ta vprašanja o življenju, vesolju in sploh vsem. Ni nujno, da je samo eno. Ne? Ja, mislim itak. Mogoče vprašanje nima smisla. Ampak je dejstvo, da ali samo ljudje hočemo stvari osmisliti, ali dejansko se išče zakaj v bistvu iščemo sploh smisel? Zdaj pa gremo globoko. Zakaj? Mogoče ti že odgovor pove. Mogoče je to iskanje del smisla. Iskanje odgovora je del smisla. Ampak ali je dejansko v nek aksiom ugrajen, da v nas, da iščemo pač nek smisel, zato ker si pač hočemo vse stvari nekako razložiti, zato da v bistvu sploh lahko funkcioniramo, da bi se nam dejansko zmešali, če bi v bistvu, ne vem, brez kakršnega koli smisla pač živeli. Ne? Ker probamo, ne glede na to, da vemo, da smo umrljiva bitja in da imamo, ne vem, lifespan max 100 let, ne? Ampak vseeno probamo najti nek smisel v teh 100 letih in temu svoje življenje osmisliti. Ali je pa samo mogoče, da smo tukaj mogoče malo nečimrni, pa da nočeš, zaradi tega, da nočeš, da je tvoje življenje brez smisla, konc konca, da si tukaj živiš, umreš. Ker veš, da je brez smisla, ne v bistvu na koncu. Ja, ni, ne. A je? Ne vem. Tako je, no. Jaz bom tako rekel. Ko sem postal starš, sem najdel vsaj en smisel, ki bo ostal za nama z ženo. Pač, ne, a veš. Pa tudi se mi zdi, da nekaj bo. Ne? Si stvar pač na ta način osmislil, ne? Ampak, a veš, v bistvu, če bi pa nekdo od odzunaj pogledal, ne, smo pa, ne vem, pač, ne vem, recimo, kot če bi pogledal planet, smo pač neka celica kot rak, recimo, ki se pač razrašča do svoje maksimalne ekspanzije, dokler, ne vem, ne bo požrl svojega gostitelja, ne, in potem pač virus? A ti si tudi Matrico gledal? Tema. Se je mogoče malo, mislim, v tem odgovoru, glede tega, kaj smo, odvisno, kako na to gledaš, ne? Če gledaš na nas, kot na rak, ki se razrašča na našem planetu, pa mogoče na še kakšni drugi prihodnosti, še kje druge, ne? Je en način pogleda, drug pogled je pa lahko. Prej si začel odgovarjati, ne, na to vprašanje, oziroma iskati odgovor na vprašanje. Ne vem, iskati vprašanje na odgovor, to bo še nekajkrat zamenjala. Se mi je zdelo, ne vem, ko opazuješ naravo,
opazuješ nek naravni pojav, karkoli, ne? In si potem skušaš razumeti, zakaj je tako. Ne? To je tipično vprašanje za nekoga, ki je znanstvenik ali pa se ukvarja z znanostjo. Ja, zdaj, če to osmisli ali ne osmisli njegov vsakdan, ne vem, verjetno pri znanstveniku je to en smisel življenja. Mogoče jih je več tudi. Seveda je. Dejstvo. Mislim, vsak ima verjetno išče nek svoj smisel. Ne? Ja. Ali večni. Ja. Zdaj, znanstveniki mogoče postrežete samo z nekim širšim pogledom na nek pojav, z nekim odgovorom, no, ki pač da nekim... No, znanstvenik hoče razložiti pojav, ki ga recimo vidi in verjetno pač nekako smisliti, zakaj pride do tega. Mislim, tudi starš, ko ga otrok vpraša, recimo, ne vem, zakaj ne bo modro, recimo, ne? Mislim, tudi starš skuša dobiti eno razlago. Mogoče ni ta prava, ne, ampak okej. Ne vem. Zakaj ne bo modro? Zakaj ne bo modro? Nebo je, za nas je modro. Če greš na Mars, imaš pa obratno, imaš nebo rdeče, pa sončev zahod je pa moder. Modrikast. No. Kašni Instagram slice bi bile pa to, ne? Saj sem pa že takoj tule pa fake. Imaš ti kakšne veze pri teh roverjih, da bi jaz kaj to objavljal? Tako, kar vem, ti imajo zelo low-res slike, ne? Mislim, en tak video posnetek obstaja tega sončevega zahoda na Marsu in se malo vidi ta modrikasta svetloba, pa v bistvu učinek atmosfer, ne? Ker Marsova atmosfera drugačna, kot Zemljina, zato so potem naši sončni zahodi so bolj rdečkasti, atmosfera na Marsu drugačna, pa se pol stvari za čuda obrnejo, no, v tem primeru. Mišljeno, da to Elon ve. Elon je sam, vse vemo, njega ne omenjamo. Mislim, ne vem, če kako je pri vas, ampak našem ga ne omenjamo. A sva ga medvega? Ne, se medvega omenjava, sem ne. Mi ga ne omenjamo. Je tako kot Valdermont. Ja, se so li hotela reči tisti, ki ga ne smemo imenovati. Točno tako, da ga mi tam ne omenjamo. Vse se strinjamo. Skor Harry Potter varianta, veš, kaj imaš. Ne smemo mu delati reklame, ne dobre, ne slabe, tako da... Gremo na drugo vprašanje. Gremo na drugo vprašanje. Okay. Bom jaz prebrala. Odgovor. Tako, vse bomo do konca, mogoče nam bo že rad. Do konca bomo. Vesolje se obnaša iracionalno in kaotično, prežeto je lahko z absurdnimi, naključnimi in nepredvidljivimi situacijami. Kaj pa teži, kot ta prvo? Ja, ta je teži. Kaj je kaos, ampak verjete ni. Ampak, a je? Kaj je to? Samo ni. Kaos. Ne, da ne iščemo vprašanje, ampak se sprašujemo, če je odgovor ta prav. Če je odgovor ta prav, a je res kaotično, ali pač sami nimamo zadost podatkov, da bi se ta, recimo, ne vem, da vemo, zakaj se tako obnaša. Black Swan event, ne? Recimo, ne, je sicer za nekoga, ki je pač kaotičen, ne? Se pravi, takrat v tistem trenutku se zdi, kot da je pač čisti kaos, ne? Da se je to zgodilo, ampak recimo, če imaš pa dost veliko podatkov, pa ugotoviš, da se pač mogoče tudi te res tako redki pojavi, ki se ti zdijo v bistvu, ne vem, nekomu kaotični, ne, da se pojavljajo tudi, samo da nimamo dovolj podatkov. Ojej, mislim, se obstaja več teorij, niso ene teorije tudi, da kako so že, ene teorije je, da se vesolje nekje preslikuje v razna vesolja. Ena teorija je o balon vesoljih, da je več takih vesolj. To sem zdaj bral. Ampak to so resne teorije ali so to tako une iz National Enquirer? Jaz sem to se hotel vprašati, ker sem pač, ker smo že tukaj, ne? Sem hotel, ker sem bral, pa nisem šel, seveda, ker sem bil len, seveda sem prebral na internetu, kje pa druge. Pa to, da je teorija vesolja, tega balon vesolja, da smo imeli v enem balon vesolju, ko so zdaj odkrili neko povezavo, da je nek predor, seveda. Neka povezava z drugim. Tako. In da so zdaj najdli eno in da to je pa zdaj ta možnost spet intergalaktičnega potovanja. Čakaj, sam v celo vesolje, sam naša galaksija. Naša galaksija je v bablu, se pravi v balonu, pardon, in da in police so najdli neko pač povezavo z drugim. A vlak. Vlak, pač čoka, veš, ko vidiš pri Star Warsih, ne? Ja.
ta In moment. ima, Ne. koliko zamude ima že ta vlak. Ja, ne, se pravi, pa sem Zato hotel vprašala. preveriti, je to res to, a sem sam zatavil nekam, kar ne bi smel zatavati in zdaj Mislim- jemljem to za zdravo zagotovo, ker mogoče res Ne ni. vem, ampak vsakič, ko dobim jaz nekaj takega, da Ja, je enkratno, da so našli in da je to že Sej- potrjeno, potem jaz to postavim pod veliko vprašanje. Sej to, ker drugje nisem to videl, pa sem rekel, Sej to. nekdo me ne teguje. Ne. Mislim, ne vem, ali pa razmišljajo o tem. Samo meni se zdi, da so ta vesolja, v bistvu teorije kot take, dokler jih ne pač potrdiš, oziroma dokler jih ne ovržeš v resnici. Ta pravi način je ta, da ovržeš teorijo. Dokler jih ne ovržeš, ja, mislim, teorije lahko imaš nešteto, ne? Ampak pol jih skušaš uvreči. In če teorija ni, Mora je biti- ne A je, jaz sem ovržeš, mislil, da je v zmeraj bistvu je dokazano. najbolj podprta. Ne? Aha, Ne moreš- če Sej, recimo, ne vem, Newtona, ne, sej ni, da jo ovržeš, ker je uporaben, ne, Newton, ampak pol se nad njim nadgradi potem še Einsteinova teorija, ne, nekje, ki povzame nekje, ampak Newtonova je samo približek neke Einsteinove teorije za nas, za našo, dajmo reči, domačo uporabo. Ne. Tako da vsakič v resnici ovržeš stvari, ne potrdiš. Ker vedno se lahko najdeš še nekaj, kar Vržeš, je je. pol potrdiš. Ne, Mislim, s tem, ko če- jo vržeš, imaš pač druge teorije. Se pravi, druga teorija Mhm, pač ja. pride v pač, Ja, recimo, ja, tako je. v A nekaj ja, igraš stran, se pravi. ni dokazno breme na tistemu, ki trditev postavi, da pač dokaže, da je, Enako njegova je tudi teorija, to, ne. da njegova teorija drži. Moraš dati neke dokaze. Ne? Ali ne? Ne, nimaš nujno dokazov. Sej, recimo, če gledaš Ne. ne vem, gravitacijske valove, o katerih se je dosti pisalo v zadnjih Nisem letih. jih Na še začetku, če gledaš, ja, točno je. To ne dela. Kaj je to? Če bereš o gravitacijskih valovih, ne, recimo, sej, dokler jih niso pač potrdili eksperimentalno, je bila to teorija. Ne? Mislim, potrdili, seveda. Pač so videli, da očitno teorija drži, zato ker so lahko preverili, da je to, kar teorija napoveduje, tam, kjer naj bi bilo. Ne? In to je bilo res, ampak prej je pa obstajala teorija, kjer ni bilo še dokazov. Ne? Take teorije obstajajo. Ampak se pravi, sem to, da da- to, kar zdaj bere, mislim, Ja. ko mi lajki beremo, ponovadi so te teorije, ki še niso niti za uvreč, niti za potrditi, so še nekje ne, Pa če je no, nekje v no. zraku vablo, in ne, tam je. Ja. Ja, Ne, ampak ne nujno, ampak ni tle pri da teh Na vesoljih. ne. podlagi nekih podatkov, kako Mislim, prideš na do podlagi tega? nekih Ja. omejitev, recimo. Meni se mi zdi, ker nisem prepričana, da so ta vesolja, pač, ki jih je več, v resnici temeljijo na tem, da mogoče pač so obstajale neke drugačni začetni pogoji, zaradi česar se je razvilo pač neko drugačno vesolje. Kje, kdaj, zakaj, in mislim, tudi za naše vesolje ne vemo čisto vsega. Tako da, v Ja, resnici ja, ja. je to zdaj zelo tako, Ja, skoraj ja. filozofija, ne, na koncu. Ampak bi pa lahko kaj takega obstajalo. No, Še vedno okej. nimamo vprašanja. A ja, zdaj A ja, vprašanje. vprašanje nima, čakaj. Vprašanje je bil, kaj je kaos, se mi zdi, to je prvo, ampak. Ne, vesolje se obnaša racionalno in kaotično, prežeto je lahko z absurdnimi, naključnimi in nepredvidljivimi situacijami. Okay, kako se obnaša vesolje? A je to simpel? Ne, to je po mojem presimpel. Ne. Ampak A to, a so da so bili- lahko absurdne, naključne in nepredvidljive situacije. A to kaj povezavi z, Ali je vesolje plod na ključi? ne vem, a je to vprašanje? Ja, to je A vprašanje, ja. Odgovor na vprašanje z vprašanjem. A je podobno. Sej, mislim, da je kar podobno. Mislim, vprašanje naj bi bilo, kaj je resnično in kaj je le iluzija v vesolju. Deep. Sam, Sej, a približno imamo, smo. A imamo točko, imamo samo pol točke. moje, da sem vprašal, veš, točka, ne. a je tudi na vesolju imaš lahko iluzijo. Mislim, a je tako, pa da je to rečeš, mislim pa da je to dejstvo. Dejstvo, da je iluzija, Ja, ali dejstvo, da te neki. Ja, da nekaj izgleda kot iluzija. Mislim, se ne vem, kako bi to vprašal. Hudiče. Ne, v vesolju imaš kakšne take stvari, ki se ti To, no. zdijo, da so tako, ampak potem pa v resnici preračunaš, pa vidiš, da ni tako. Aha. Recimo, ena izmed teh stvari, ki mi prija na misel, je nadsvetlobno gibanje. Torej, gibanje z hitrostjo, ki je višja od svetlobne Svetlobe. hitrosti, Ja. ki ga opazuješ v bližini črnih lukenj, kjer so eni taki curki snovi, ki izhajajo iz teh črnih lukenj, in se da opazovati, kako se ta curek snovi potuje v času
in iz naše perspektive zgleda, kot da potuje z nadsvetlobno hitrostjo, v resnici pa je samo stvar perspektive, ker potuje rahlo, ta curek je rahlo nagnjen proti nam. In zaradi tega se nam zdi, da potuje hitreje, v resnici pa ni tako. Je pa pod svetlobno hitrostjo. Iluzija nad svetlobno hitrostjo. Iluzija nad svetlobno hitrostjo. Obstajajo tudi take stvari. To je samo geometrija v resnici, pa na koncu nekako gledaš. Nisem bral, da... Zato rabite matematiko otrok. Tako, da štekate. Geometrijo. Mislim geometrijo, no ja, sej. Pa še malo fizike zraven. Nek sem prebral, da v bistvu se mi nikoli ne bomo mogli premikati s svetlobno hitrostjo, pač zaradi, ne vem, zakaj se je bil tam zelo dolg odgovor na to, ampak da kao nikoli nam ne bo uspelo tega doseči. Ne, po tistem, kar znamo danes, tako, sklepamo danes, vemo, da ne bomo. Lahko se bližimo zelo blizu, ampak nikoli ne moramo iti pa to. Mislim, teoretično lahko pridemo zelo blizu. Ne, zdaj pa jutri bo pa... Odvisen, ne. Mislim, zase govori, jaz sem enkrat spil 6 tekil, pa sem bil kuj doma. Ja. Spet je to relativno, ne, tisto smo pregovorili. Če poješ trip, greš nekam, pa sploh ne greš v doma. Vidiš? Pa res hodiš po luni. Ja, pa res hodiš. Tudi na temno stran greš. Peš. Ja. Gremo naprej? Ja, pa bomo ruša. Evo, tretji odgovor. Nekateri menijo, da je neznosno dolgočasno in brez smisla, drugi pa, da je to le trenutni nered, ki ga preživljamo brez pravega cilja. Slovenija. Jaz sem hotel reči, kaj je življenje, ampak jaz sem bil tudi pri življenju. To so preveč enostavne, so očitno. Ja, ne vem, mi bomo to v 5 minutah skozi. Čakaj, se že pol ure govorimo, pa smo 3 vprašanja čez dan. Pa jih imamo 8. Ja, ampak to je bilo še kakšen. A se pravi, imamo točko? Vse drugače je bil odgovor so v resnici malo skrajšali. Avto za nadsvetlobno, ne, kako že? To. Skoraj svetlobno. Iluzijo avto. Iluzijo avto. Lahko si ga boš sam narisal, če boš hotel. Evo, pa smo tam. Tisto, spet geometrija, ne? Ko vidiš tako avto, pa ga pogledaš po strani, pa jih tako tanek list, ne? Print out. Ne, sej, drugače je bil odgovor malo daljši, mi dva sva skrajšali odgovor, ker lahko poveva, kako sva si mi dve pomagali. Ker nama je ChatGPT pomagal. Bo to prišlo na dan. Pa morava kredit napisati. Evo, tukaj, to je bilo vse človeško razmišljanje, brez ChatGPT. Ne, odgovori so bili, tako. Ampak odgovor naj bi bil knjiga, ker govorimo o štoparskem vodniku po galaksiji, ponuja nekaj zelo smešnih pogledov na to vprašanje. Torej, kaj je življenje? Naprimer, Marvin, robot z depresivnim značajem, pogosto izraža mnenje, da je življenje neznosno, dolgočasno in brez smisla. Poleg tega se skozi lik Forda prefekta pojavi filozofska ideja, da je življenje samo trenutni nered, ki ga preživljamo brez pravega cilja. Zaradi Marvina je v bistvu ker on je imel skozi te, da življenje pač pa on pa tretne, mislim, kaj je bil. Ne bi govoril o življenju. Ne bi govoril o življenju, pa to ne. To je izdalo vprašanje. Aha, vidiš. Dobro. Ja, mogla smo dati vmes kakšnega lahkega. Zdaj pa se Zdaj je treba vprašati poslušalke in poslušalce, če so oni tudi tako hitro vedeli, kot mi. Lahko pa, da so mislim, taki eksperti za življenje. Ali pa za štoparca. Sej, ko pa avto že na dosegu roke v pol strunah začela. Teorije strun pa to. Zdaj pa razloži. Gravitacijsko lečenje. Bomo pa zmermal dal. Razložil tih pulzih pa levo pa desno. Samo Joker, veš, dum. Še te pred Big Bangu nekam, veš. Še dolžni bomo, kaj zikar. Na koncu, lahko kje plačamo. Kartice jemljete pa to. Že prej vprašam. Ja, na kofi. Kofi podpora. Tako. Tako. Greš ti, Maruša, boš ti vprašal to. Čakaj, zdaj pa četrtem. Ja. To ni znanstveno dejstvo, ampak koncept, ki parodira omejitve fizike, kot jo poznamo, in ponuja absurden odgovor na vprašanje relativnosti in hitrosti. Ali bistromatični, ali pa neverjetnosti pogovor. Ja, tako. Ja, sem katero vprašanje?
Kaj je blistromatični pogon? Ali pa neverjetnost. Kako deluje? Kako deluje? Pardon. To so eksperti tega štoparskega vodnika očitno. Vprašanje je zelo, zelo podobno. Ne? Kako potovanje po vesolju deluje in ali je možno potovati hitreje od svetlobe? Mi smo ponudili pa odgovore, kako. Vprašanje nismo dali, smo dali drug odgovor. To je plus točke. Se pravi, zdaj imamo 4 točke. Avto, ki je že vohal. To je novo. To je nov avto. To je ole. Se nisem rekel, da je alfa frika. Ali lahko še enkrat vprašanje, ker je bilo v bistvu dobro? Vprašanje je odgovor. Kako potovanje po vesolju deluje in ali je možno potovati hitreje od svetlobe? Ok, to smo se že naučili, ne? Sam kako pa dejansko deluje? Kako pa dejansko deluje? Na drug del smo že odgovorili, ne? Ampak kako pa dejansko deluje? Kako deluje v štoparcu? V štoparcu je full simple. Ja, v štoparcu se zgodi ladjo, kako pa zares? Kako pa se res deluje? Vprašamo tistega, ki ga ne smemo menjati. V štoparcu dela tudi tako, da najprej zemljo morajo raztrešiti, ker pač imajo hiperprostorsko obvoznico, najprej. Pol pa ugotovijo, da obstaja neka nova vrsta pogona. Tako. Neverjetnosti pogon najprej. Ampak ki je bilo že dan to vse ven, ne pa podkupnine so bile že razdeljene. Vse je bilo že zrihtano. V bistvu tudi oni ne grejo v to, da morajo razširiti avtocesto. Tako je, v Sloveniji. Še en pas. Ja, še en pas, ja. V bistvu se tudi vesolje ukvarja z istim problemi kot Zemlja s prometom. Mislim, pa vesolje bi lahko pogledal v Los Angeles, ker tam imajo 8 pasovnice, pa še zmer niso rešili problema, veš. Očitno univerzalen problem. Univerzalen v smislu vesoljski. Vse galaktični. Mene je pa to zanimalo glede štoparskega vodnika. Kolikokrat je Douglas Adams raztreščil Zemljo? Ko on je imel na začetku, a ni bilo tako, da je imel tiste radijske oddaje, kjer je raztreščil Zemljo nekajkrat? Ne, to je bila ideja, da bo štoparc, ne bo štoparc, ampak da bo v bistvu serija oddaj The Ends of the Earth. Aha, ok. Mislim, da je bila to ideja, da bo pač v vsaki epizodi enkrat raztreščil Zemljo na različen način in ta prvič so se mu pripeljali vesoljci, pa je pa rekel, v redu je. Dajmo nadaljevati s tem. In ni v bistvu druge epizode The Ends of the Earth sploh nismo dobili. Veš, tako kot obstaja več različnih vesolj, očitno obstaja več različnih koncev Zemlje. Ja. Da bi lahko še druge zgodbe delali na une druge. Ja, v bistvu, ja. Sam tehnično je pa samo enkrat, ne. No, mislim, pa itak on tudi govoril o alternativnih vesoljih, pa jih je pol vse Zemlje so potamanili v gonci, ne. Ja, ne, to je v 6. knjigi, jih ni Douglas, ne. No, jih ni, tehnično jih ni Douglas, ampak jih je Ian Colfer, ne. Ja. Owen, ne Ian. Owen, ja. Nam preveč gre v glavo. Owen, Colfer, pustimo tiste, ja. Ja, tako da v bistvu meni se je samo enkrat v resnici. Ja, pa na koncu je še. Ja, seveda, na koncu še enkrat. Ja, dvakrat. Ja, se pol rešil, ne? Ja, točno, ja. Trda je. Tako da, pač še hmal ne bomo potovali kaj hiter, mislim, razen s tem raketami, ki jih imamo. Prej bomo sami Zemljo raztreščali, preden bomo potovali z raketami. No ja, verjetno. Douglas ve, Douglas je vedno. Mislim, sami bomo sami se prostor naredili. Ne, pa se Zemlja bo ustala, ne? A veš, Zemlja ne bo razstreljena, bo Zemlja bo tam nič. Joj, ker nimamo temu... Sam nismo še dosti megaton pogruntali, da bi to spalali, da bi naredili prostor v vesolju. Čak, to se zdi, da zračunati, koliko rabiš, koliko megaton rabiš, da to maso premakneš. Da premakneš? Če razbijaš v kose. Pa najbrž, če bi luknjo naredil do središča Zemlje, pa kaj otvrgo, da manj rabiš, kot če bi, ne. Aha, to stil varianta, kako že? Čakaj, Rusi so kopali, ne? Ja, so se pol nehali. Ja, oni so
koliko so 230? Vem, da so kopali, pa so pa nehali, ker so se začeli glave. Zakaj so pa kopali? Ja, pač probali so. Mislim, Ko gremo. da imamo vsi. To je zdaj smisel življenja. Ne? Kako globoko so hoteli priti, ker mislim, da je bil nek pač so se odločili in pa so se začeli glave topiti, kar sem jaz enkrat bral. Isto, zakaj pa ljudje Guinnessove rekorde podirajo, mislim, v rasti nohtov ali pa ne vem, v hodokih. Mislim pač stvar, ki nobenemu ne koristi, ampak zgleda, da nekomu se pa zdi fajn, da to pač... Ne, pa tam mislim, da je bilo nekdo znanstveni. Mislim, jaz se je bilo pač znanstveno. Mislim, ni bilo z tega, pač kar lahko, ampak z tega, da so ugotovili, kaj pač globje. Ja, mogoče pa, kaj pa na drugi strani Rusije, mogoče lih Amerika tam. Da jim kar lepo podritko nastaviš eksploziv. Če delajo v prvi svetovni. Še bolj, če bi šli malo mema, veš, da ne greš čez sredico, da ne, v bistvu narediš tunel, pa sam bum bum. Pa se ti še glava ne topi. Ja, pa ne greš čez sredico. Proti zračna obramba te ne najde, ne, a veš. To pa je plot za en film. Ali pa celo serijo. Se mislim, da je že bilo to, kako so šli v središče zemlje, če ne že Žil Verne pisal. To je. Ne, ampak to, da ti do unih skoplaš tunel. Pa pol. Pa jih pol. In Putinovo rezidenco, vemo, kje je. Une stvari ti gor nič ne pomagajo. Noben radar, nič. Gremo s to idejo v Hollywood. S to idejo rabimo samo enosmerno, ne rabimo nazaj hoditi sploh. Jerry Bruckheimer reče, on bo to vse naredil tako, da bo res dober, da bo eksplozija res dobre, zmaga. Če imaš dobre eksplozije, pol filma narejenega. Valjda. Ja, to pa ja. Mislim, take sorte filma. Ja, halo. Čekaj, vprašanje ali odgovor je bil, kako potovanje po vesolju deluje? Kdo je to prej spraševal, kako deluje? Mislim, čekaj, Voyager ima neko gorivo, ki je radioaktivno, meni se zdi. Mislim, da ja. Ja, ne? In vem, da so pred časom tudi razvijali tisti pogon na... Kako se temu reče? Zdaj mi pa ne pridem v slovenščini, se ne spomnim. Da imaš ta jadra, ne? Jadri, tudi so nekaj razvijali. Suncells, ja. Sem to v bistvu na sonce gre, ne? Ja. Mislim, rabe svetlobo. Tako, protoni naj bi porinili in pol brez težnosti ne bi se, kar jaz razumem. Svetloba, mislim. Ja, tako, ja. Vsak delčka pride, čeprav svetloba, ne vem, koliko deleč pridejo delci, nabiti delci iz sonca, drugač pa fotoni, ja. Ja, tako je. Nosijo gibalno količino. In to je tisto, kar se trka v jadra. Saj si divje netočen, saj smo prepovedali. Vse v redu. Če sam dosti suvereno povem. V našem podcastu bi bilo tole super znanstveno. Sploh se ne bi noben sprašal, če je to res. In glede tistega raztreščevanja, pa če se ne motim, niso to počeli zdaj zdaj bomo pa z avtom posneli, da to je bilo to, vse ostalo pa poslušajte na podcastu tam na stran Lune, kot smo rekli že v introtu, mi smo bili pa Aljo Pelinzi, pa to. Ja, pa najte nas na Discordu. Pa to, Discord, pa tret, pa hvala za se ribe, pa vse to. Vse že veste. Ja, vse to je to. Kaj bi kompliciralo. Če pa ne veste, vam bomo pa v naslednji epizodi spet povedali. Ja, bomo še spet z nule. Tako. Koliko se zagre? Ja, do smo pa malo dopustili. Čeprav ne, vse je bila kar dolga. Pa še tehnične nevšečnosti so bile. Tega niste slišali, ker ste slišali, je bilo vse v redu. Pa posneli smo tudi tako, da... Pač ja, delali smo z različnimi celinami, ne, niso bile celine, z različnimi... Skoraj. Kada bleno. Skoraj. To je bilo intergalaktično snemanje. Ja. Tako rekoč. Pa tam so observatoriji bili. Tako, ja, to vse to neki fuke špile. Tako da to je to. Fajn se majte, ne? December je, lej. Ja, fajn se majte, pa rad se majte, pa vse to. Tako, spite kakšen kuhanček. To je to. Zdaj že čas. Ja, december, štantica, kupite si rokavice. Gremo še mi na enega. Ajde. Čau. To smo že laskrat rekli, pa ni bilo brez alkoholnih stvari.
Ja, lej, pa si nisem rekel. Vse vsakega dozdaj kuhaš brez alkohola. Ja, itak. Mislim, Junker je na štantih je brez alkohola. No. To smo pa tudi že rekli. Ja.